Pozdravljena, če se lahko najprej predstaviš, kako deluješ in kako si prišla v stik s temi pasjimi borbami, kdo vas je na to opozoril in kaj se v Sloveniji pravzaprav še vedno dogaja na tem področju. Ja, dober dan. Najprej bi se rada zahvalila za tole povabilo. Tako da sem ena izmed predstavnic skupine Ustavimo pasje borbe v Sloveniji in oseba, ki je pač v bistvu od samega začetka prisotna aktivno in se pač ukvarjamo s to problematiko. Do samega problema smo v bistvu prišli poznavalci oziroma ljubitelji pasem Pitbull, Stafford, Terrier, kjer smo se povezovali v določeni skupini, kjer smo izkazali pač naklonjenost oziroma izmenjavo nasvetov in tako naprej, kar se tiče dotičnih pasem. In tam nas je upozoril en gospodič na problematiko, da obstaja dotična oseba Vesna Vagela Trifunovič, ki se javno izpostavlja, da je gospa pasjeborka in da se ukvarja s pasjimi borbami in da je to njen način življenja. No in tukaj nas je par povezali skupaj in smo se začeli ukvarjati dejansko s to problematiko in smo začeli v bistvu raziskovati in malo preučevati samo ozadje. Nismo pa niti slučajno v sanjah takrat julija mislili, da se bodo stvari razvile toliko daleč, kakor so se in da je ozadje toliko globlejše in toliko več stvari noter povezanih. Tako da to je pa tisto, kar nas v bistvu ena rdeča nit, ki nas še vedno vodi naprej k raziskovanju, naprej v vztrajanju, glede na to, kakšne razočaranje smo doživeli, kakšne negativizme, ignorance strani državnih uradov. Tako da to je pa tisto, kar je. Jaz še enkrat poudarjam, nismo nobena organizacija, nobeno zbiranje denarja, ničesar. Mi smo v bistvu več ali manj civilna iniciativa, zgolj iz področja tega, da imamo te pasme doma in to je tisto, kar nas je toliko osebno prizadelo. Drugače vsi ustanovitelji, vsi podporniki te skupine oziroma aktivisti, bom rekla, in admin te strani Facebook, smo v bistvu ljudje, ki imamo doma te pasme, ki imamo družinsko življenje, družine, službe, obveznosti in nam je v bistvu vse to ena postranska dejavnost, kakor smo na začetku mislili. Moramo pa reči, da je to zdaj edina stvar, ki je v bistvu ena socializacija naša in preživljanje prostega časa, ker dejansko namenimo vsemu temu, kar predstavimo na profilih približno v povprečju do 10 ur dnevnega raziskovanja, iskanja pravice, odgovorov. Tako da kar je eno tako zajetno vsebinsko delo in ogromno raziskovanja, je pa pač vse to, tudi ta trud, tudi ta vložba časa prinesla tudi te rezultate in vse dokaze, ki smo jih razkrivali. Kje v Sloveniji se dogajajo pasje borbe? Ja, treba zdaj nekaj povedati, ljudje so malo skeptični glede tega, kje se dogajajo. Samo vprašanje bi jaz mogoče zastavila malo drugače. Treba vedeti, da pasje borbe so kaznivo dejanje, tako da verjetno ne moramo v časopisu oziroma kakšnih napovednikih prebrati, ki dejansko se borbe odvijajo. Internet je ena velika, bom rekla, v tem primeru skladovnica enih razkritij, odkritij in že samo, če se vtipka ene stvari, recimo kot sama pasje borbe v Sloveniji, se ogromno iskalnih nizov pokaže, kakor se tudi razkrije, da se na forumih veliko piše dejansko o teh stvarih, mogoče ne v forumih dejansko povezanih s kinologijo oziroma pasjimi borbami, lahko so čisto drugačni forumi, primerno, odkrili smo na forumu Lepota in zdravje se o tem piše, na forumih avtomobilih se piše o pasjih borbah, tako da ljudje dejansko veliko stvari vejo. Mi smo izluščali nepomembnejše, bom rekla, lokacije, katero je več različnih ljudi v različnem časovnem obdobju izpostavljali oziroma omenjali. Govori se pravi, da ne bi bil Kranj, da bi imel ene ringe za testiranje oziroma poligone. Govori se, da je bilo na Črnem Kalu, da je bil postavljen celo ring. Zelo veliko se govori v Murski Soboti, kjer so tudi najdeli 2 primera psov vrženih v reko, nedavno, par let nazaj. Tako da so stvari, ki se kažejo. Govori se na Ptuju, recimo v zapuščenih hišah, govori se v bolnici Topolšica, pri Velenju, pri Rudniku. Tako da ogromno enih takih lokacij, ki nakazujejo, da dejansko so se te stvari dogajale oziroma se niso. Ne vem, če izpostavimo primer mogoče Ljubljane in okolice, bivši begunski center, ki je bil na Viču, tam, ki je zdaj paintball, recimo v gozdovi, so se že 15 let nazaj odkrivale take stvari. Sicer moramo reči, da verjetno v Sloveniji stvari niso na takem nivoju, kakor jih vidimo recimo v svetu, kar zadeva pasje borcev oziroma priprave oziroma organizacije pasjih borb. Je pa dejstvo samo je, da tukaj se nekaj dogaja in se povezujejo in se
dejansko te stvari dogajajo tudi pri nas, kakorkoli si bomo zatiskali. Zdaj, če izpostavimo medijsko opevano primer Litije in Tineta Resnika, dejansko so se pasje borbe odvijale celo gor v hiši na njegovem podstrešju, kakor je to policija leta 2011 pri njegovem umoru tudi odkrila. Tako da nekaj stvari je na tem in dejstvo je, da se ne moramo zatiskati oči in da se ne moramo sprenevedati. Zdaj, če pa samo omenjam recimo pse, ki jih lahko povežemo z domnevnimi pasjimi borbami, na spletu obstaja, bom rekla, ena taka svetovna baza APPT Data Online Base, kjer je gor v bistvu naloženih 1.400.000 psov, od tega samo 7.000 registriranih uporabnikov, kjer so predstavljeni vsi keneli, kjer so predstavljeni vsaka specifikacija posameznega psa s fotografijami, včasih brez fotografij, kjer je jasno opredeljeno land of staying, land of birth tega psa, celotno družinsko drevo, bomo rekli, pedigre takih psov in s tem se prav kristalno je razvidno, kateri psi so bili v borbah, kateri niso, kateri so v bistvu priznani eni keneli, ki ne skrivajo enega ozadja, kateri pa so tisti keneli, kjer se predstavljajo te psi in na ta način se tudi pasjeborci v svetovnem merilu med sabo mednarodno tudi povezujejo. Tukaj bi izpostavila, da smo mi delali določeno selekcijo, selektivno, da smo v bistvu majčkeno raziskovali to bazo in da smo na ta način glede vsega tega odkrili več kot 25 psarn oziroma kenelov, Land of Staying Slovenija, Land of Birth Slovenija. Dejansko, ko se te pedigreji preučujejo za nazaj, za naprej, se vidi točno, da so to potomci šampionov v pasjih borbah in torej, eno preprosto vprašanje, kje je teh 25 legel? Zadnje leglo smo odkrili, da je leta 2013, da so imeli mladiče. Torej, vse te stvari načrtno vzgajajo, vse za pasje borbe v Sloveniji, se jih uporablja v te namene in se jih tudi vzreja v te namene, konec koncev. Se pravi, mora biti ena skupina med sabo, ki se povezujejo in ki sodelujejo skupaj, da v bistvu dejansko pride do tega, da pridejo tako povezani, da pridejo potem na eno samo pasjo borbo. Torej, za pasje borbe se uporabljajo tudi ameriški pitbull terjeri, ki pa v Sloveniji ne rabijo biti registrirani oziroma so pod nazivom mešani psi. Torej, sploh ni uradno priznana pasma in ravno te psi se pogosto pojavljajo v pasjih borbah. To je precej problematično, da te psi niso registrirani. Zdaj tako ni glih, da se te pse ne more prijaviti, se jih tudi ne da, ravno zaradi tega. Mogoče bi bilo tukaj zelo odličen in že en velik napredek bi bil, da bi se ustvarila, je res, da ta pasma ni priznana strani Mednarodne kinološke zveze oziroma tudi, kar posledično vodi do tega, da tudi Kinološka zveza Slovenija ne sledi oziroma ne more imeti ene podatkovne baze, da ne more imeti nadzora oziroma spremljati dejanskih posameznih vzrediteljev, da ne morejo na ta način potem tudi spremljati legel mladičev, ker nikjer niso registrirani, niso priznani. In to je definitivno eden izmed ključnih pogojev za zelo odlično obdobje morbidnega razvoja pasje borcev oziroma samega razploda legel, ker ni pregleda nad temi legli, ni ene specifikacije, ni ene selekcije, ni ničesar postavljenega, niti v obliki baze, niti v obliki bilo česar, kar bi lahko pomagali državnim institucijam, kakor so policija, mogoče veterinarska inšpekcija, da bi lahko sledila takim ljudem in takim psom. Je pa res, da je treba poudariti, da ameriški pitbull terrier ni edina pasma, ki se uporablja v pasjih borbah. Je pa res, da glede vsega, kar smo razkrili v vseh teh mesecih, moram reči, da ljudje zelo malo poznajo zgodovino teh dotičnih pasem, kar se tiče ameriškega pitbull terrierja, kar se tiče Stafford terrierjev oziroma kar se tiče nasploh vseh pasem. Treba nekaj vedeti, ime pitbull sicer izvira iz imena Pit je ograda, v kateri se psi borijo. Je treba še enkrat poudariti, da noben pes ni bil načrtno vzgojen oziroma selekciran za pasje borbe, to je naredil človek. Je pa res, da v spredje sta veliko bolj prišla recimo ameriški pitbull terrier in ameriški staffordshirski terrier iz tega razloga, iz izgleda, ker res je tisto, kar oni sodijo v knjigo, kar rečemo popladnica, in sta tega psa so jih pa mediji bili tisti in čas, ki so jih v bistvu toliko naprej dali, postavili pred ostalimi selektivnimi pasmami, ki so bili v pasjih borbah in so dejansko veliko bolj izpostavljeni hudim, krutejšim oblikam načina zlorabe živali in pa vključevanja v pasje borbe. Vi ste podrobno začeli raziskovati
to področje pasjih borb. Nekako bi bilo pričakovati, da vas veterinarska uprava pri tem podpira, da sodeluje z vami, da vam je pravzaprav hvaležna za vse vaše raziskave. Je temu tako? Nažalost bi rada rekla, da bi bilo temu v tem primeru tako, ampak žal ni. No, tako da mi smo res naleteli tukaj na eno ogromno ignoranco strani veterinarske uprave, od katerih smo iskreno povedano pričakovali največ. Je pa tako, da se v Sloveniji zelo radi prelagamo ene odgovornosti oziroma ena dejanja nekako pristojnosti drugemu, različne državne institucije med sabo in tako naprej. Moram še enkrat povedati, se pravi, mi nismo tisti sovražniki, kakor nas dotična generalna direktorica veterinarske uprave vidi v njenih očeh oziroma nas predstavlja javnosti. Na začetku smo bili krivi deležni obtoževanja, da smo samo skupina ljudi, ki sedimo za računalniki doma in oviramo delo veterinarskih inšpektorjev, da se nikjer ne izpostavljamo, da ne naredimo praktično ničesar aktivno, da je pač najlažje pametovati doma iz kavča. Danes jaz sedim tukaj, glede na to, da prejemamo že 4 mesece kar hude grožnje iz strani marsikateri organizacije, tujcev in tako naprej. Smo tisti, ki smo se izpostavljeni, vedno smo rekli, tudi na začetku smo se pripravljeni javno izpostaviti, da ni to nikoli bil neki problem, ko bi zgodba začela dobivati en epilog. Problem je, da že če govorimo o dotičnem primeru mariborske pasje borke Vesne Vagele Trifunović, zgodba ni nikjer dobila nobenega epiloga. To je tisto, kar je pomembno. Mi se nikamor nismo premaknili naprej, tako da v bistvu že na tej začetni točki ogrožamo svoje življenje, recimo življenje svojih družin, ljubljenih, nismo pa še nikamor prišli. Če bi dejansko ene zgodbe dobile en epilog, nam ni nobenemu od nas v skupini aktivistov, adminov, ustanoviteljev te skupine postaviti tret tromostove in reči, evo, mi smo bili tisti, ki smo s tem začeli, mi smo tem, mi se ne skrivamo, tudi do vsakega novinarja smo osebno prihajali, se osebno pogovarjamo o stvarih, tudi izpostavili smo se televizijsko, tako da jaz mislim, da več v tej smeri, kakor smo naredili, ne moramo narediti in upamo trditi, da smo edini, ki smo stvari pripeljali toliko daleč, kakor smo. Je pa res, da še enkrat poudarjam, da naša Facebook stran je bila narejena v bistvu več ali manj na začetku iz enega obupa in enega iz razočaranja, ker mi smo veterinarske uprave, kakor policiji, kot govorimo o glavnih enih državnih institucijah, poslali vse te podatke, se pravi, so imeli prednost razpolagati s temi podatki, informacijami, raziskovanji, dokazi, print screeni, komentarji, se pravi, v bistvu celotno zgodbo smo mi njim podarili na pladenj, pa so se odločili recimo takrat v tem obdobju, da te podatki za njih niso koristni, jih niso preverjali, nas niso nikoli poklicali, nas niso nikoli obveščali, se pravi, niso pokazali nobenega interesa za razkrivanje ozadja te zgodbe, niti najmanjšega interesa veterinarska uprava ni nikoli pokazala, tako da mi smo bili praktično prisiljeni tega se lotiti potem na drugačen način in to je bila pač postavitev Facebook strani, ki je postala, moram reči, zelo odmevna in se zahvaljujemo res vsakmu za podporo in ogromno ljudi nam tudi razkriva podatke, nam piše v inbox, še vedno trdim, da pri nas je anonimnost 100% zagotovljena. Mi smo tisti, ki prevzemamo odgovornosti, mi smo tisti, ki prijave podajamo naprej in tukaj so ljudje, recimo določeni posamezniki v ozadju, kar je recimo tudi njim zelo pomembnega pomena, da tukaj ne gre več recimo za kakršnokoli ogrožanje njihove varnosti oziroma kakorkoli in ljudje nam dejansko zaupajo v tej meri, ker vejo, da bomo nekaj naredili, da smo v tem srčno in izključno za dobrobit teh živali in da se rešuje ta problematika. Od veterinarske uprave, katerokoli prijavo smo kadarkoli podali, nismo dobili nobenega ustreznega odgovora, nismo dobili nikoli nobenega povabila za kakršnokoli obliko sodelovanja, ne vem, niti tega, da nismo bili vredni, da se usedemo skupaj za mizo, da mogoče oni predstavljajo svojo vizijo, mi bi predstavljali svoje vizije in bi se stvari recimo lahko povezovali do te točke, da bi mi lahko prišli do enih skupnih rešitev. Tega enega pomoči, ene sodelovanje, ene korespondence, ene organizacije, tega nikoli strani veterinarske uprave nismo imeli. Moram pa pač tukaj, če govorimo o državnih organih, pohvaliti delo policije, osebno sodelovanje policije v zadnjem času z nami, z našimi prijavami. Tukaj bi mogoče izpostavila pozitivno gospoda Aleša Kegljeviča, ki je višji kriminalist premoženjski, ki se ukvarja s temi zadevami, ki je tudi preučeval dotični primer v Litiji. In pač njegovo kolegico, tako da jaz moram reči tukaj, da oni dva sta pokazala, edina dva v Sloveniji, en interes za pripravljenost nas poslušati, sta si vzela tudi čas, tako recimo ona dva, kakor v mariborski policiji, ki smo bili recimo Robert Munda, se pravi isto višji kriminalist, se pravi dejansko, da smo prišli do enih takih oseb,
ki so nam bili pripravljeni pridati nasproti, ki so nas pripravljeni poslušati, ki naše prijave jemljejo resno, ki raziskujejo in z njimi smo tudi ogromno v povezavi na telefonu, prek mailov in moram reči, da to je velik korak v ozaveščanju nasploh ljudi in sodelovanju ene take državnega organa z eno civilno iniciativo in že to veliko pomeni eno spoštovanje, eno vzajemnost, eno sodelovanje. Nažalost, iz strani veterinarske uprave mi tega nikoli nismo doživeli, čeprav smo pozivali k osebnemu srečanju, očitno tega nismo bili vredni. Kot tudi samih očitkov, da mi oviramo delo veterinarskih inšpektorjev, kakor je bilo tudi večkrat zaslediti iz izjav generalne direktorice veterinarske uprave Vide Čadonič Špelič, bi jaz rada povedala, da resnično ne razumem, v kakšnem pomenu bi lahko mi ovirali veterinarske inšpektore pri delu, prijava se poda, vse stvari so javno objavljene, kakor pravi direktorica, se pa se borci poskrijajo in pobegnajo, bi z vsem spoštovanjem dodala, da ob takšni slovenski zakonodaji, kot jo imamo, in takšnim denarnim in zapornim kaznim in take stvari, ki se iščejo, da se v bistvu določeni osebi, ki se ukvarjajo z organizacijo pasjih borb, stvari dokažejo. Jaz mislim, da ni nobene bojazni, da bi te pasji borci kamorkoli bežali izven Slovenije oziroma da bi se kakorkoli bali veterinarske inšpekcije oziroma same slovenske zakonodaje, ker je izredno pomanjkljiva in ena izmed najslabših na področju Evrope. Niti nič nismo delali, vse od samega mandata, bomo rekli, Vide Čadonič Špelič od leta 2004. Je treba vedeti, da dejansko ni tukaj samo problem recimo v samem zakonu o zaščiti živali, o mučenju živali, da je tukaj pač tudi problem spremembe kazenskega zakonika in dejanskega opredeljevanja organizacije pasjih borb v posameznih členih slovenske zakonodaje v, bom rekla, karikaciji kazenskega zakonika. Tukaj bi bile spremembe res nujne in dobrodošle. S tem, da mi smo poskusili temu priti nasproti, kot recimo navadni državljani oziroma ena civilna iniciativa in smo se res zavzeli za to, da smo tudi na predlagam vladi.si. Mi smo pač iskali res vse možne kanale, kjer bi lahko dejansko stvari premaknili vsaj za 1 milimeter, da bi se stvari začele dogajati, premikati. Nažalost je pa res situacija taka, da smo mogli premikati gore, da smo prišli kamorkoli. Tako smo na predlagam vladi.si tudi dejansko dosegli to, da smo z večino ljudi podprli in aktivirali in odprli te uporabniške račune in zahtevali, predlagali slovenski vladi in državnemu zboru, se pravi, torej višje kazni, strožje kazni za organizatorje pasjih borb. In dosegli smo to, da smo dobili nazaj odgovor sicer iz strani uprave veterinarske, smo bili deloma podprti ne strani Vide Čadonič Špelič, ampak sam odnos, da bi se mogla zakonodaja spremeniti do te točke, da se zahtevajo strožje in višje kazni. Medtem kot Ministrstvo za pravosodje, ki je odgovorno in je pristojno za spremembo kazenskega zakonika oziroma dodajanje, spreminjanja posameznih členov, trdi, da imamo v slovensko zakonodajo odlično urejeno in da na tem področju ne potrebujemo nobenih sprememb. In to je tisto, recimo, in tukaj spet smo določene stvari, na katere ne moremo vplivati, ne moremo preprečiti, zato je tukaj zelo pomembno sodelovanje. Moram reči, da v tem primeru smo mi naleteli tudi na dva zelo zanimiva podatka, da imamo v Sloveniji varuhinjo za zaščito živali, Alenko Benčina, ona je še nedavno sicer prevzela ta položaj, se pravi, to je tudi tisto, kar večina Slovencev sploh ni vedela, da obstaja ena taka dotična oseba, je pa zelo presenetljivo, da tudi ona sama ni najbolj navdušena nad delovanjem oziroma upravljanje veterinarske uprave v dobrobit živalim. Moram pa tudi povedati, da smo mi pričakovali, da so te organizacije med sabo povezane, kakor varuhinja za zaščito živali z veterinarsko upravo, kakor bi izpostavila, da imamo tudi strokovni svet oziroma odbor za zaščito živali, kateremu predseduje določeni člani, Alenka Dovč iz veterinarske fakultete, potem je predsednica obalnega zavetišča Koper, potem je Erik Tetičkovič in še določene dotične osebe. Se pravi, in ta strokovni odbor za zaščito živali je bil postavljen strani Ministrstva in veterinarske uprave. Dejanske funkcije bi, glede na opis njihovih nalog, ki jih lahko tudi najdemo na internetu, je njihovo področje zelo široko. Me pa res zanima, kaj so v tem primeru naredili, ker za področje pasjih borb dejansko niso vedeli, dokler ni novinarka iz Planet TV konec avgusta šele prišla, oziroma začetek septembra prišla do ene izmed predstavnic tega članstva. Se pravi, ni tudi tega sodelovanja. Varuhinja za zaščito živali z veterinarsko upravo oziroma strokovni odbor za zaščito živali, oni med sabo nikakor niso povezani. Recimo varuhinja nam je na naše prijave, na naš klic na pomoč, na eno sodelovanje, na eno vzajemnost odgovorila, res grozljivo, kaj se dogaja,
hvala za prijavo, bom obvestila veterinarsko upravo, medtem ko je veterinarska uprava o tem bila obveščena že več kot mesec pa pol dni nazaj. In to je tisto, kar je tisti problem enega kroga, so ljudje, ki naj bi delovali in imajo funkcijo za zaščito živali, dobrobit živali, nismo pa sposobni se skupaj povezati v te točke, nismo sposobni sodelovati in že oni med sabo za drugega praktično ne vejo stvari, kaj šele potem, da pričakujemo, da se bo recimo kakšne ljudi je malo drugače oziroma resno in da bi se stvari začele premikati. Ne? Dejstvo pa je, da je slovenska zakonodaja izredno pomanjkljiva in da samo delo veterinarskih inšpektorjev oziroma veterinarske uprave ne sovpada s prijavami, ne sovpada z dobrobitijo živali, kar je jasno dokazano tudi v mnogih primerih in tukaj bi se mogle začeti ene spremembe in da se res resnično reče dovolj je dovolj. Ne? Mi smo, kakor še enkrat poudarjam, probali res uporabiti vse možne kanale za sodelovanje, ker glede na to, da nismo imeli dovolj izkušenj, spet govorim, mi smo ljudje, mi smo navadni državljani, smo ljudje s svojimi službami drugačnimi, se pravi, imamo svoje življenje vzadej za samo organizacijo Stavimo pasje borbe, da smo res probali v tej točki in apelirali smo tudi na različna društva za zaščito živali, na različna zavetišča v Sloveniji in moram priznati, da smo bili izredno razočarani nad odzivnostjo takšnih organizacij, neprofitnih, profitnih organizacij, ker nismo dobili niti ene roke samcete na začetku, da bi nam kdorkoli karkoli pomagal na bilo kakšen način sodelovanju, izmenjava mnenj, na svetov, glede na to, da so to take organizacije, ki so verjetno imele določene izkušnje z veterinarsko upravo oziroma delovanjem njih in inšpektorjem bi verjetno nam lahko na začetku prekrajšali recimo določen čas oziroma in nas usmerjali v eno pravo smer, ne pa v bistvu ta vsa ignoranca, ki je bila iz strani vseh, ki bi mogli se v bistvu povezati skupaj. Mi polk smo začeli stvari tudi raziskovati, dejstva ostajajo naslednja, sicer zdaj moram se še vedno izpostaviti, so izjeme določenih društev, 3 mogoče, da bom rekla, da z njimi zdaj trenutno sodelujemo, da so nas tudi povabili na določene prireditve, da so tudi pripravljeni pomagati, da so se odprli po tolikih mesecih, ampak dajmo si priznati, da društev ni 3 v Sloveniji, da jih je ogromno. Ne? In kolikor smo zdaj mačkan bolj aktivno v vsej tej problematiki dnevno, smo ugotovili, da društva med sabo delujejo zelo nevzajemno, bomo rekli. Društva zavetišča, drugi kličajo predsednice društev zavetišč med sabo, inšpekcije, se kregajo, si mečejo polena med noge in je praktično, je ogromno ljudi že probali, da bi vse te predsednice zavetišč, društev, kakorkoli spravili dejansko v eno sobo, da bi se lahko začeli pogovarjati o tem, kaj bi lahko skupinsko, množično naredili za kakršnokoli spremembo zakonodaje in dobrobit živali in so ljudje zelo hitro obupali na tem, ker je praktično te gospe nemogoče dobiti v en prostor, da se sploh začnejo pogovarjati, ker so vse med sabo dejansko skregane na smrt. In to je tisto, kar tukaj predstavlja velik problem. Kdo ima tukaj korist zaradi česa in zakaj dejansko smo v enih takih dejavnostih, če se ne znamo skupaj povezati, ker množično, se prav skupinsko bi lahko dosegli mnogo več, veliko več in konec koncev je tisto, kar je naš moto in naš cilj, da bi bila pravica vsaj enkrat na strani tistih, ki jo najbolj potrebujejo in to so nedvomno v tem primeru živali. Če se vrnemo na zakonodajo, ki naj bi urejale pasje borbe, kaj bi bilo nujno potrebno spremeniti? Obširno vprašanje, ki definitivno lahko razlagamo ure in ure o tem. Nažalost, ta sprememba zakonodaje ni odvisna od nas posameznikov, niti od družbe, niti društev, niti zavetišč, niti neprofitnih, profitnih organizacij, ampak od bistveno višjih državnih organih. Zdaj, prva stvar, ki bi jo mogoče izpostavila, je mogoče kazenski zakonik, da bi dobil poseben člen za organizacijo pasjih borb. Že to bi veliko pomenilo in da bi se recimo stvari preganjale na čist drugačen način. Treba zdaj vedeti, da ta zakonodaja, ki omogoča, se pravi organizacija, bom rekla, pasjih borb v kazenskem zakoniku je trenutno opredeljena na ta način, da se ne sme niti prisluškovati, niti zasledovati, niti v določenih enih takih ukrepov, niti tajnih agentov znotraj teh skupin pošiljati, ničesar takšnega dotičnega ni opredeljeno. Se pravi, če bi se že te stvari spremenile, da bi bil že posamezen člen, ki bi bil močno obširen, če govorimo o sami tematiki pasjih borb, bi bilo to bistveno drugačno. Mi se prizadevamo in se trudimo,
stvari speljati dolgoročno. Tako smo se tudi povezali s političnimi strankami. Na ta način moramo reči, da smo dobili ogromen odziv od gospe poslanke Violete Tomić, ki je tudi izkazala podporo, da je prišla na eno od naših fotografiranj in izrecno nasprotuje pasjim borbam in vsemu temu, kar se dogaja, tako da je bila tudi ona zelo presenečena in šokirana nad samo odzivnostjo in odnosom določenih državnih institucij v tem primeru in dejstvo je, da je treba spremeniti zakonodajo, če želimo karkoli na dolgi rok delati. Mi, tako kot smo že predlagali in poslali svoje predloge, bi radi slovensko zakonodajo približali italijanski zakonodaji. Italijanska zakonodaja je bila spremenjena leta 2010 za organizacijo pasjih borb in zelo lepo bi se upadala, dejansko bi se jo dalo izpeljati tudi v Sloveniji na takšen način. Je pa res, da mi ne moramo pričakovati, da bojo stvari podobne, recimo tako kot v Ameriki, da bo 77 let zapora za mučenje živali, če nimamo za umor človeka takih stvari, za posilstvo. Treba je vedeti, da je treba zakonodajo postaviti premo sorazmerno tudi na naše preostale člene, na naše preostale pregone, da ne moramo mi zahtevati za organizacijo pasjih borb, čeprav meni se zdi, da tudi dosmrtna ječa bi bila premala ali pa ne vem kakšna, je treba biti ostati dokaj realen tukaj. Je pa treba vedeti, že veliko bi bilo, da se žival samo po sebi ne tretira več kot lastnina, ampak kot živo bitje. Že tukaj bi bil en velik precens narejen, da bi se mučenje do živali bom rekla, obnavljali oziroma uporabljali kot živo bitje, ne pa da ga slovenska zakonodaja pojmuje kot lastnino. In že tukaj je recimo eno navzkrižje, ena velika napaka v sami zasnovi. Mi bi se radi približali italijanske zakonodaje na način, ker zaporna kazen še vedno je do 5 let zapora, je pa na ta način zelo dvignjena denarna kazen za organizatorje pasjih borb. Tako da recimo na ta način naša slovenska zakonodaja ima recimo, če govoriva o pasjih borbah, 400 do 800 evrov kazni, do 2 leti zapora, s tem, da te dejansko morajo dobiti pri samem delu, se pravi dobesedno v ogradi, v pitu, ko si ti na eni pasji borbi s svojim psom, ki ga spuščaš, da bi ti lahko karkoli dokazali oziroma da bi lahko karkoli imeli resno. Treba je povedati tukaj, recimo, kar zadeva za italijanske zakonodaje. Mi so odlično opredelili, se pravi zaporno kazen so sicer zvišali do 5 let zapora, imajo pa tako recimo, ne vem, do 140.000 evrov tudi denarne kazni, če si mladoletna oseba, se to podvoji, če je bila tukaj kakršnakoli uporaba videoposnetkov, materijala, spodbujanja, stavljanja, kakršnekoli prikazovanja, spodbujanja, kakšne fotografije, posnetki, sodelovanja, karkoli, vse to so pač določeni členi, ki se dodatno kopičijo gor in na ta način pride lahko res do ene hude denarne kazni in tudi zaporna kazen se pač povečuje glede na določene segmente, ki so bili opredeljeni pri samem organizatorju pasjih borb. Bodi si to mladoletna oseba, bodi si je to že kdaj bila kaznovana oseba in tako naprej. Tako da mislim, da je to tisto, ki bi bilo mogoče ključno, da se stvari ustavijo na eni točki, ker če se stvari ne bodo spremenile, bo Slovenija pristala na enak način, kot recimo je Srbija. V Srbiji je zakonodaja, so se stvari začeli pri eni sami hierarhiji, bom rekla, bistveno više ukvarjati s tem, imajo boljšo zakonodajo kot slovenska, je pa pač res problem ta mentaliteta in ozaveščenost ljudi, da soseda ne bo šel prijavljati na račun tega, da ima pse za pasje borbe, tam pa tega recimo ni. Tam je pač problem v sami izvajanju, zakonodajo imajo pa bistveno bolje poštimano, kot pri nas v Sloveniji. In to je tisto, kar je treba reči, da če se stvari ne bodo začele spremeniti zdaj, ker se govori o tem, ker se ozavešča ljudi, bo Slovenija čez par let postala, ne vem, druga Srbija, ki bo imela vsaka vas pasje borbe, se pravi, toliko daleč bojo se stvari pripeljale, ker vemo, da stvari, tudi ostale stvari, kar se tiče gospodarstva, financ, da je čedalje več socialnih problemov, ogroženosti, denarne pomanjkljivosti, ko bojo ljudje dejansko videli, kako nizke so kazni in kaj vse, človeška zloba bo šla velik korak dlje in bodo prirejali, čedalje več ljudi se začeli ukvarjati s pasjimi borbami, s pasjimi boji, ker bojo videli to enormen zaslužek denarja na zelo praktično lahek način. Kakšni so te zaslužki? Zaslužki se vijo na pasjo borbo, to je zdaj odvisen tudi od samega pedigreja psa. Se pravi, kolikrat je bil pas šampion, kakšno ima poreklo, kakšno ima sloves. Je pa tako, recimo, če govorimo o dotičnem psu Golden King Kidu, katerega tolikokrat opeva mariborska pasjeborka, se stave polagajo tudi do 124.000 evrov, naprimer. In to je ogromen denar, ki se ga sicer pred seboj porazdelijo, ampak je zelo hiter zaslužek in je pač okoriščanje, res bolano okoriščanje za zadovoljitev ciljev enih posameznikov, že zaradi samih določenih kompleksov ali pa na denarja.
zakonodaja. Ne? In to je tisto, kar je treba spremeniti. Se pravi, zakonodajo absolutno spremeniti. Spremeniti tudi sam, bom rekla, minimalne bivalne standarde v naši državi za živali, recimo, ne? Ki jih imamo najslabše daleč na okolje. To je tisto, kar je treba povedati. Pri nas, recimo, velikost pesjaka, ute, določene te minimalni standardi, ki so porazni v primerjavi z ostalimi državami in zahtevami, kot jih imajo ostale članice Evropske unije. In če se imamo za Evropo in če se imamo za napredno, pravno, civilizirano državo, je največji greh humanosti in človeštva v tem, da se dopušča takšno izživljanje oziroma ena takšna nehumanost in krivica, da se dela enim živalim. Niti lahko one vplivajo na to, niti lahko preprečijo taka dejanja, se pravi, so v celoti odvisni od človeka. In to je tisto, kar bi bilo treba spremeniti, se pravi, cel postopek zakonodaje, kar je pa praktično v Sloveniji nemogoče doseči. Če bi naredili že posamezen člen kazenskega zakonika, bi bilo veliko, bom rekla, bi veliko naredili v tej smeri. V tem primeru bi mogoče izpostavila samo diplomsko raziskovalno delo ene punce, ki se je resnično lotila problematike že leta 2008, to je Tina Tement, ki je na Univerzi v Mariboru, pravna fakulteta, izpostavila recimo celotno pravno varstvo zaščita živali na področju Slovenije in je prva, ki je na 84 straneh, sicer diplomsko raziskovalna naloga njena je dostopna tudi na internetu, punca danes živi v Ameriki, in je postavila pravilne alternative in rešitve, se pravi, slovensko zakonodajo, se pravi, našla pomanjkljivosti in ni v bistvu opisovala samo tega v svoje diplomsko raziskovalne nalogi, ampak je predstavila resnejše rešitve in vse alternative, se pravi, spisana celotna zakonodaja, kaj manjka, kaj bi bilo treba spremeniti, kje se problema reševati, se pravi, vse to je predstavila in se tudi povezala, bomo rekla, zelo močnimi ljudmi na področju kinologije, veterinarstva, prava in je poskušala recimo sforsirati stvari do te točke, da bi se zakonodaja že takrat spremenila. Sicer punca je imela zelo dobro zastavljen cilj in je prišla od točke A do točke Ž. Kaj se je tam zalomilo, da ona ni prišla čez, da bi se ta slovenska zakonodaja že takrat leta nazaj spremenila, ostaja pač neznanka. Ne? Je samo eno ugibanje, ker nima smisla, ker če se dela ene zaključke, spet nekomu se dela krivico, ampak stvari so bile predstavljene in je bila spisana odlična osnova in alternativne rešitve za spremembo in v čem je naša pomanjkljivost v naši državi nasploh celotnega zakona o varstvu zaščiti živali pred mučenjem in pravnega varstva, pa se stvari niso recimo speljale česa. Mogoče, če že govorimo o samem diplomskem delu oziroma raziskovalnih nalogah, bi mogoče tukaj izpostavila tudi, rekla od Tjaše Jazbec, je diplomska naloga organiziran kriminal in pasje borbe v Sloveniji. Zelo odlična diplomska naloga, ki opiše celotno zgodovino pasjih borb in cel razvoj pasjih borb, tako da je tudi ena, bom rekla, ena osnovna literatura, katero bi lahko določeni laiki najdli dostopno na internetu in bi se mogoče začeli tudi močkano ozaveščati, da bi tudi oni videli ozadje pasjih borb. Ker to je pa tisto, kar ljudje ne vejo, ker borba sama ni tisto, kar mi vidimo v pitu, v ringu, dva psa med sabo. Treba je povedati, kakšno ozadje te pasje borbe, kakšna selektivna izbira, kaj so to genetski biseri, kako se te pse muči oziroma tretira že do tiste prave pasje borbe, da pride. In že tukaj se začne velike in hude oblike mučenja živali. Če zdaj na hitro povzeta, kako sploh pes pride do ene pasje borbe. To je govora o genetskih biserih. Genetski biseri, se pravi, psi so selektivno vzrejeni v agresiji, se načrtno parijo, za te stvari se vzrejajo. In to je pa tisto ozadje, ki ga nihče ne pozna. Recimo, statistike kažejo jasno, od 6 mladičev 2 potencialno kažejo znake za morebitnega, bom rekla, odličnega psa za pasje borbe. Ostale 4-5 jih praktično že takrat, recimo, govorimo, zažgejo. Jih že takrat uničijo, pobijajo, zaradi tega, ker oni ne prenesejo, da so njihovi psi, ki jih smatrajo za genetske bisere in plode določenih prednikov šampionov, couch potatoti na recimo določenih couchih doma pri ljudeh. Ne, oni bojo res te mladiče že v štartu v bistvu ubili, izmučali, da ne pridejo v kakršnekoli bokne te njihove napačne roke, da se ne bi psi razvijali v tem, za kar jih oni v bistvu vzrejajo. Se pravi, 2 mladiča dejansko sta od samega začetka vzgajena v agresiji, spodbujana z agresijo, kar se tiče same prehrane, kar se tiče samega okolja, recimo treningov, ure in ure se jih zaveže na tekaške steze, se jih priveže na tekaško stezo, da morajo ure in ure laufati, treningov na dan, to govorimo, pač začne se že to pri mladičih,
mrvičih, v določenih starosti, potem, da se jih zveže, da se jih veže na drevesa, da nimajo pač v bistvu niti lahko vplivajo na to, da nogo dol položijo, niti ne, da visijo recimo za določenimi vejami, da morajo uporabljati recimo žive vabe, in to je že tisto tako mučenje. Te psi ne poznajo socializacije, ne poznajo recimo igrač, ne poznajo stvari, ne poznajo sveta, kakor ga poznajo razvoj, nimajo imprintingov, kakor imajo recimo ostali pasji mladiči, ostale selektivne stvari. In potem dejansko pride, ko ga vzrejo za te treninge, do prvih game testov. Ti psa ne moreš dati, se ga lastnik oziroma vzreditelj ne more dati v sam ring in pričakovati, da se bo pas tepel, oziroma da se pas ne bo umaknil. To je pa tisto, kar njim naredi sramoto in to je tudi tisto, kar opevajo oni pri tako imenovani pasmi pitbull srčnost oziroma gameness. To je pa tisto, se pravi, game testi se polagajo, da v bistvu oni lahko vidijo, ali ta pas ima sploh kakršnekoli predispozicije in zasnove za samo pasjo borbo. Game testi se organizirajo tako, da trajajo 30 do 45 minut, tam nekje čisto odvisno, s tem, da se ve, da se uporabi vedno samec proti samcu, samica proti samici. In se pravi, nekdo pripelje tja, se pravi svojo samico, ki ni bila nikoli v pasjih borbah, na drugi strani je samica, ki je bila v pasjih borbah, vendar ni bila uspešna, pa ima veliko izkušenj že z tega področja. In že tukaj, že tista selektivna izbira, da se te dva psa postavi v en pic za eno borbo, je treba nekaj vedeti, da tista samica, ki je bila pripeljana brez izkušenj, ki se v bistvu, bom rekel, grdo, en izraz, uvaja v svet pasjih borb, vejo že tako lastniki, vzreditelji, da ta psica nima niti najmanjših možnosti praktično, da v game testih zmaga z uno psico. Ampak pes tega ne ve, ker je bil tako naučen. Če bom jaz napadel, bom, ne vem, dobil priboljšek, bom dobil in pes je to naučen. Tako kot recimo mi, čisto preprosto povedala primer, s priboljški navajamo psa na sedi, na prostor, na ene osnovne komande, na ta način in na to nagradimo pse. Oni te pse izstradajo, jim ne dajo zapit, so zelo izmučeni, recimo, preden grejo in že sam ta trening naredi psu tisti klikar v glavi, če bom jaz napadel drugega psa, drugo žival, to pomeni, da bom jaz posledično nagrajen od lastnika, ne vem, karikiram, smešno rečeno, bom dobil piščanca, bom dobil igrača, bom dobil sprehod. In to je tisto, kar psu ostane v glavi, zakaj on ve, da mora iti. On pač pričakuje eno v bistvu določeno pohvalo na ta način, ker je bil tako vzgajan strani človeka. To je tisto eno ozadje, ki ga ne vemo. In če se vrnem tem game testih, se pravi, pes vaš ne bo imel šans proti tej psici, ampak oni hočejo s temi game testi ugotavljati srčnost te psice oziroma samca. Kolikokrat bo pes na tleh, vedoč, da ne bo mogel nič narediti, ampak se ne bo umaknil, on bo šel nazaj v boj, ker bo, se pravi, tista trma, tista ena srčnost, da ne glede na to, kolikrat, da je poražen, da je večino boja dejansko v podrejenem položaju, da dobiva ugrize, da je ranjen, se še vedno ne umakne v en kot ograde, ampak napada nazaj, ker je to naučen od človeka in si misli v glavi tisti en znak, jaz to moram narediti, če ne vem, primeru, ker vem, da bom dobil pol, ne vem, piščanca, sprehod, ne vem, res bedarije, pač probam predstaviti na najbolj, bom rekla, laičen možen način, da ne uporabljamo teh strokovnih stvari. Se pravi, in potem na ta način se tudi lastniki in vzreditelji dejansko prepričajo, da njihov pes ima to srčnost. Ne glede na koliko je bil v podrejenem položaju, da je vedel, da nima šans za zmago, da nima šans, da lahko v tem boju recimo zmaga, se bo zarival nazaj v tistega psa. In to je tisto, na teh game testih sicer do enih smrti ne pride in šele potem, ko oni vidijo, da njihov pes njih ne bo usramotil, se ne bo v pitu, v borbi umaknil, dejansko takrat šele pride do same pasje borbe in tisto, kar mi vidimo in opisujemo pasje borbo. Ozadje teh pasjih borb, kot sem zdaj res na kratko povedala, čisto osnovne stvari, je pa huda oblika mučenja že sploh, da se psa pripelje do tam. Sama pasja borba največ denarja prinašajo dead gamey. To so borbe, kjer se pač psi pobijajo do smrti. To je tisti, ki prinaša največ denarja, največje število stav, najvišje vsote denarja. In tako, kot recimo kakšni ljudje mislijo, ne, vse te psi so pa recimo borci, s temi psi se pa lepo dela, se to je v bistvu ena tekma. Ni res, ljudje vzgajajo te pse, dajo jim analgetike, dajo jim kokaine, dajo jim morfije. Te psi so recimo autotransfuzije se delajo pred samo pasjo borbo, se pravi, menja se jim kri, kar smo tudi dokazali na spletnem ruskem forumu, da to počela Vesna Vagela-Trifunovič, da se recimo te psi po poškodbah, da imajo na licu mesta, da so, moramo reči, tukaj ni, da se peljejo v ene veterinarske ambulante te pse se oskrbi že na samem
mestu, v samem kraju, ali imajo podkupljene veterinarje, v večini primerov pa, kar se tiče samega šivanja oziroma oskrbe enih osnovnih hran, so že vzreditelji in lastniki tako materialno podkovani, se pravi, da imajo toliko materijala, toliko enih zdravstvenih pripomočkov in toliko ene usposobljenosti, da že sami svoje pse zašijajo in jih pač oskrbijo. Tisti pes, ki pa pač zgubi na sami pasji borbi in naredi sramoto lastniku, je pa to tako, ne. Zdaj obstajajo seveda primeri, spet ne moramo posploševati, vzamejo tega psa, ga oskrbijo, ga dajo v drugo borbo, ne rečemo. Včasih so te pač potem psi, ki ne kažejo nekega zelo dobrih rezultatov v samih pasjih borbah, ki uporabljajo za game teste, za testiranje psov, ki nimajo znanja o tem. V drugih primerih pa te pse pustijo v hudih oblikah mučenja živali, recimo jih pustijo na tleh, jih odvržejo v kakšnih avtocestah, ki grejo domov. Tako da to je pa tisto ozadje pasjih borb, ki jih večina ljudi ne vidi, ne razume, kakšno obliko mučenja mora en samcati pes dati čez zaradi zadovoljevanja potreb oziroma na račun služenja denarja in ga lastnika, ne. To je pa tisto, kar večina ne vidi in bi bilo prav, da ljudje vejo, kakšna huda oblika mučenja živali je sama pasja borba. Včasih tudi bomo rekli, da smo mi doživeli recimo na strani, da so ljudje rekli, vse to gre v bistvu, je to kot ene vrste, zelo pogojujejo to enako, ne vem, z UFC, VFC, kickboxi, boksi, ker gre v bistvu za ring z določenimi pravili, ker gre v bistvu, ne vem, odkje ljudem ideja, da primerjajo borilne športe, samo organizacijo pasjih borb, ne. In to je tisto, treba nekaj se zavedati, da profesionalni borci sami trenirajo za to, so usposobljeni za to, se zavestno odločijo, da grejo v ring, jih noben ne postavi tja, imajo možnost izbire, medtem ko psi nimajo. In potem velikokrat smo tudi zasledili absurdne komentarje, saj ne gre pitbull na pudla, pitbull gre na pitbulla, gre v bistvu enaka, se pravi enaka kilogrami, enaka pasma, enaka moč in v bistvu to vse ljudje iščejo ene izgovore oziroma ena opravičevanja, da pasje borbe niso tako grozne, kot dejansko so. In treba je vedeti, da te stvari niti slučajno niso dopustne, niso opravičljive in da je ena izmed najhujših zlorab človeštva, kar jih je doživel svet. Torej, veterinarska uprava ne ugotavlja nobenih nepravilnosti. Pravosodje ugotavlja, da imamo odlično zakonodajo na tem področju, pasje borbe pa se še vedno dogajajo in nihče za to ne odgovarja. Ja, na veliko žalost je trenutno res temu tako. Zato smo se tudi mi povezali, mi smo tudi svetovno pisali peticije na Evropski parlament, da bi pač ljudi ozavestili s tem. Mi se zavedamo, nobena peticija, noben protest ne more spremeniti določene slovenske zakonodaje oziroma odstopa odgovornih ljudi. V tujini imajo še vedno ljudje na dosti visokih položajih, imajo nemoralne vrednote, bomo rekli. In ljudje, ki ne delujejo recimo v primer dobrobit živali, ljudi, mislijo, da je narejena kakršnakoli krivica, ponovadi sami od sebe odstopijo. Saj toliko netolerance oziroma spoštovanja imajo do državljanov. Jaz še vedno rečem, je razlika med tem biti nastavljen iz strani ministrstva za določeno funkcijo ali pa biti izvoljen iz ljudstva. In veterinarski inšpektorji, na žalost moram reči, da je ogromno pomanjkljivosti, ogromno nepravilnosti, ogromno malomarnosti, dokazane malomarnosti, v kateri bomo lahko seveda absolutno še govorili in je prav, da se o tem govori. Je pa pač res, mi smo se pač povezali tudi z Anti-Dog Fighting Campaign, to je ena izmed najmočnejših in najbolj vodilnih organizacij, ki se bojujejo na svetu proti pasjim borbam. Oni so drugače prvotno izvirajo iz Amerike in imajo svoje skupine v 37 državah. Tudi Slovenija je Ustavimo pasje borbe, smo postali del te velike družine in nam je bila ponujena izjemna priložnost. Tako da mislim, da je to odlična izhodiščna točka za naprej. Oni so finančno ogromno podprti, strani države imajo ogromno podpore, strani vlade, policije, vojske, politike in delajo neverjetne premike v tej smeri in dejansko so nam lahko velik vzor in se učimo od njih in nas tudi oni zdaj dajo ene izhodišča, kam moramo svojo pot nadaljevati, kje moramo začeti reševati probleme. Tako da zdaj smo tudi znotraj njih delujemo in moram reči, da nas res lepo usmerjajo, da se izjemno trudijo. Moramo reči, da je bila tudi recimo predsednica Anti-Dog Fighting Campaign Patricia Miller izredno šokirana
nad našo prijavo, ker ni mogla verjeti, da se te stvari dotično dogajajo v Sloveniji. Vedela za problematiko Srbije, Bosne, niti slučajno se pa v sanjah ni sanjala, da se kaj takšnega dogaja v Sloveniji. In je bila izredno razočarana, ko smo vse, se pravi, dokaze, vse prijave prevedli v angleški jezik in poslali. In eno takšno sprenevedanje, oni ne morejo verjeti, da ima to pravna država, da je sploh možna ena taka stopnja ignorance oziroma neukrepanja v tem primeru, ker je bilo predstavljeno res ogromno število dokazov. Če se opredelimo, se pravi, s čim se vse začela z mariborsko pasiborko, kot so jo tudi mediji poimenovali Vesno Vagalo Trifunović, je treba povedati, da smo predstavili enormne količine dokazov, fotografij, posnetkov, njenih objav, komentarjev, se pravi, tudi ona na medijih, ko je bila recimo oddaja Tednik, je jasno priznala, da se s tem ukvarja, tudi ne skriva tega, se pravi, ampak kje potem mi stojimo, se pravi, država zaščiti tiste na račun tega pa zelo trpijo recimo v tem primeru živali, psi. Mi še danes ne vemo, kakšna odločba je bila, kakšen je bil veterinarski pregled upravljenega psa, ki ga ima Vesna Vagalo Trifunović. In verjamem, da tisto psičko doma, Safir Moon, ki jo ima doma, ki je sicer potomka ene družine, ki ima pač genela za pasje borbe, ampak je, bomo rekli po domač povedati, da je bila križanica ena genetska mutacija in ta pas je popolnoma neškodljiv in popolnoma neuporaben za pasje borbe, tako da je odlična kamuflaža za stvari. Tako treba vedeti, recimo tudi njen pokojni pas Pablo, recimo, ker se o njemu toliko govori, je točno jasno, da je bil v game testih, se pravi, to je edini pas, ki ga je ona dejansko imela prijavljenega v centralnem registru psov in je leta 2008 umrl čez zaradi avtoimunske bolezni, s tem, da imamo ogromno število fotografij, ki kažejo dejansko, da je bil pes v hudih poškodbah, da je bil v game testih, od posnetkov do vseh in nihče nikoli ni ukrepal. Treba je povedati, da če izpostavim Vesno Vagalo Trifunović, da je bila večkrat prijavljena veterinarski inšpekciji, da je sama tudi zapisala v enem izmed pogovorov s svojimi srbskimi kolegi, da veterinarska inšpekcija velikokrat prihaja do nje, da so sosedje večkrat prijavljeni na račun mučenja živali in da nikoli niso odkrili nobene nepravilnosti. Če citiramo njene besede, je napisala, da so to dobri ljudje, veterinarski inšpektori, ki se pri njej doma usedejo, popijajo kavico in napišejo izvrstno poročilo o njenih psih. Se pravi, to je tukaj, kjer smo... Zakaj veterinarska uprava ne upravlja svojega dela? Kako je to mogoče? Vsak človek lahko odgovarja za svoje dejanja, za svoje besede, je lahko odgovoren izključno, bom rekla, za svoje stvari v življenju, dejanja, naloge, funkcije, pristojnosti, tako da tega odgovora jaz ne moram podati, jaz mislim, da je treba te odgovore iskati nekje drugje in da se treba nehati prelagati odgovornosti. Najprej veterinarska uprava prelagala na policijo, potem, ko že to ni več zalega, zdaj na sodišča, zdaj na zakonodajo. Dejstvo pa je, da se začne pri veterinarskih inšpektorjih in pri prijavah in pri veterinarskih ogledih, ki definitivno niso takšni, kot bi morali biti v teh primerih. Psa se ustrezno ne pregleda. Recimo v tujini so veterinarski pregledi domnevno psov v pasjih borbah čisto na drugi stopnji. Psa se odvzame za par dni, psa se pregleduje se pravi celoten, se pravi fizični pregled telesa, zobovja. Na podlagi zobovja imajo v Ameriki prav določeno, bom rekla, eno preiskavo, kjer lahko dokažejo, koliko ugrizov je ta pes zadal nekomu s pomočjo preučitve, bom rekla, zobovja oziroma dlesni in tako naprej. Ta uporaba metodike pri nas bo verjetno šele čez 100 let prišla. Potem je treba recimo tudi gledati, kako se pes socializira, kako se odziva na drugega človeka, kako se pusti drugemu človeku, kakšen je če ga daš nekam skupaj z eno drugo živaljo, kakšen je do otrok. Recimo, to je vse tisto, kar določa, kar bi mogel zajemati en tak veterinarski pregled domnevnega psa za pasje borbe. Ne moreš pa ti pridati tja in pogledati tega psa, reči, luštno, se nima nobenih vidnih poškodb, super, fajn, malo se pusti pobožati in se odkoraka proč. Treba tega psa odpeljati izven tega okolja, od lastnika, da se vidijo pač, kako odreagirajo na določene situacije, na zvoke, na ljudi, na živali, se pravi krvne analize, še dosti pokažejo, recimo tudi noter, s čim se hranijo, ali je bila kakšna uporaba prepovedanih substanc na tem psu in tako naprej. To je tisto, kar bi mi lahko opredelili kot en strokovni veterinarski pregled, ne pa psa, ki se pogleda od daleč. Treba pač povedati, če omenimo spet pasmo ameriški pitbull terrier, ima lastnost, ki jo mogoče druge pasme nimajo. Ne glede na to, koliko je on sovražen, recimo v sami pasji borbi, bo vedno, ne moramo
v večini primerov je dokazano, da bo ta pes neškodljiv za okolico, za otroke, za ljudi in bo še vedno izredno prijazen. Tako kot imamo na naši strani fotografije od Pablo, tako je dokazano, da je bil v game testih, izredno ljubeč do otrok, izredno ljubeč do ljudi. In to je tisto, kar je še dodatno ovira za recimo kakšne pokazatelje psa v pasjih borbah, ker pes se pusti božati, pes je prijazen do ljudi, je tako, ne. In to je pa tista ena, bom rekla, lepa lastnost pitbulla, ampak v tem primeru na njegovo veliko škodo.